Dobro jutro, en lep kolesarski pozdrav. Jaz danes še zadnjič na Štajerskem z električnim kolesom in vas vabim na en 100-kilometrski izlet do Ptuja in nazaj. V drugi polovici junija se je tudi v Zgornji Kungoti kar precej segrelo. Zjutraj ob 9:30 je bilo že 24 stopinj Celzija. Moja načrtovana pot me najprej pelje proti severu, čez naselje Plač v Avstrijo, potem bom pa že v Šentilju penetriral nazaj v Slovenijo in prečkal Slovenske Gorice vse dol do Ptuja. Vračal se bom po zahodni strani mimo Maribora nazaj v Zgornjo Kungoto. Aplikacija Komoot je naračunala, da bo to 99,5 km, ker pa bom po poti zagotovo še kaj opazil in kam zavil, sem prepričan, da bo v resnici vsaj 100. Avstrijsko mejo sem prečkal brez težav, s sabo pa sem imel osebno izkaznico in potrdilo o cepljenju. Na meji so avstrijski vojaki, to so mladi fantje, ki služijo vojaški rok in dosledno preverjajo dokumente. Tudi predvčerajšnjim, ko sva šla s soprogo v Avstrijo, je bilo sicer na drugem mejnem prehodu popolnoma enako. Ja, 2 dni nazaj sva se odpravila s soprogo na kolesarjenje, tako za svojo dušo, brez kamere. Čez Jakobski dol in čez Jurovski dol sva prečkala Slovenske Gorice in prišla v Sladki Vrh do broda, ki vozi čez Muro. Gre za svojevrsten mejni prehod med Slovenijo in Avstrijo, ki gre direktno čez reko. Povrhu vsega pa brod vozi zastonj. Nažalost, zaradi vsem znanih omejitev te dni brod ni vozil. Je pa na obeh straneh reke Mure luškana restauracija za se okrepčati, tako da sva midva na naši strani pojedla kosilo. Potem sva šla pa v Avstrijo čez mejni prehod Cmurek in kolesarila ob reki Muri po avstrijski strani nazaj proti Sloveniji. Proti koncu izleta sva pa zavila še v hribe in obiskala znamenito srce med vinogradi, ki se nahaja v naselju Špičnik. Če kdo ne ve točne lokacije tega srca, naj pogleda Špičnik številka 1, tam se nahaja kmečki turizem in pogled na srce. Na koncu nama je vse skupaj izneslo 80 km, vozila sva se pa dobre 4 ure po krasni pokrajini Slovenske Gorice in pot ob Muri. Na tem mestu je prav, da povem, kako sva s soprogo navdušena nad to pokrajino. Jaz sploh sem tukaj v življenju prvič. Nastanjena sva bila v Zgornji Kungoti, ki je odlično izhodišče za kolesarjenje po Slovenskih Goricah. Zavijete pa lahko tudi proti Pohorju, v Avstrijo ali pa vzhodno vse do Prekmurja. Krasnih 6 dni sva preživela v apartmaju Golob v samem centru Zgornje Kungote. Gre za praktično nov, zelo čist in lepo urejen apartma, funkcionalno opremljen z Wi-Fi-jem, televizijo, kuhinjsko nišo, zasebno teraso, parkiriščem. Še poseben čar vsemu skupaj je pa dodalo to, da na isti lokaciji sposojajo tudi električna kolesa in sicer pod znamko Winebike. Link za apartma in za izposojo koles bom dal v opis videa, pa si lahko sami preverite še ostale detajle. Rad bi pripomnil, da me je prav profesionalnost in prijaznost lastnikov napeljala na to, da jih omenim na YouTubu. Lastnika sem tudi vprašal za dovoljenje, če ga lahko omenim, nisem mu pa povedal, kako ga bom ocenil. Tako da res še enkrat apartma Golob, vse pohvale, brez ene same pripombe. Če bivate pri njih v apartmaju, imate določene ugodnosti pri izposoji koles, sicer je pa možen tudi najem koles brez bivanja pri njih, saj so zelo fleksibilni, prijazni in ustrežljivi, tako da priporočam. Če boste nastanjeni kje v bližini, vam bo gospod Golob dostavil električna kolesa tudi na vašo lokacijo. Samo, po pameti, ne ga zdaj goniti po celi Štajerski in po Prekmurju. Po pameti, ne, se razume. Pa še en zanimiv fenomen sem opazil, ko sem komu povedal, da greva s soprogo na dopust v Zgornjo Kungoto. Praviloma je bila reakcija zmeraj zelo podobna. Človek je najprej za par trenutkov obmolknil, verjetno si je mislil, kam pa gresta zdaj te dva norca,
Tako moram reči, nobene fovšije nisem čutil v njihovih glasovih. Vsem se je verjetno celo fajn zdelo, da greva nekam Bogu za hrbtom, v neko selo, kaj veš kam, ampak nikoli ne sodite knjige po platnicah. Jaz sem bil nad Kungoto zelo navdušen, mnenje pa z mano deli tudi moja soproga. Ne vem, če se bo videlo na kameri, ampak tle levo od mene sta dve štorklji. Za štorklje vem, da so monogamne, kar pomeni, da imajo vse življenje samo enega partnerja. Tudi zaradi tega boste štorklje zmeraj videvali v parih. Ko sem načrtoval današnjo stotko, sem se pa domislil, da lahko z 2-3 stavki dopolnim tisti svoj video iz aprila, ko sem bolj izčrpno govoril o tem, kako se pripravimo na svojo prvo 100-kilometrsko turo. Takrat je bil april in 9 stopinj Celzija, zdaj smo pa v drugi polovici junija in popoldan se bo segrelo tudi do 32 stopinj. Današnjo 100-kilometrsko turo sem načrtal v aplikaciji Komoot, zato da lahko na telefonu spremljam svojo lokacijo, če sem še na pravi poti. Za mene so vse te poti praktično neznane, zato skoraj na vsakem križišču posebej preverim, kam moram zaviti. Upošteval sem tudi svoj lastni nasvet, da se obrača nekje na 50 km poti. Pri meni bo to danes Ptuj, ki je zelo staro slovensko mesto z znamenitim gradom, starim centrom, Puhovim mostom. Skratka, upošteval sem tudi to, da je fajn, če je na tistem zadnjem delu poti kakšna znamenita točka, da se lahko z njo tudi komu pohvališ. Vsem tistim svojim nasvetom bi pa rad dodal to, da za poletni čas računajte, da boste mogoče popili tudi 4 litre tekočine. Posebej pazite na to, da ne boste dehidrirali. Ustavite se v kakšni senci, ko boste počivali, in obvezno zaščitite svojo glavo pred sončnimi žarki, da ne pride do kakšne sončarice. Pri povprečni hitrosti 25 na uro morate vedeti, da boste za 100 km sedeli 4 ure na kolesu, najverjetneje na žgočem soncu, zato razmislite tudi o tem, da se namažete s kakšno kremo in zaščitite svojo kožo. Najbolj na udaru bo vaš obraz in pa roke, še posebej zgornji deli zapesti, če slučajno nimate kolesarskih rokavičk. Vse, kar sem povedal aprila, drži tudi zdaj. S sabo vzemite kak evro, na telefonu imejte polno baterijo, malo dobre volje in akcija. Slovenske gorice so odlična destinacija za kolesarjenje. Jaz jih bom danes prečkal že 4. Seveda sem šel vsakič po drugem grebenu, ker je teh cest res nešteto. Zelo lepo opremljene, nekatere tudi obnovljene, praktično brez vsakega prometa. Tako, zdaj ko hvalim Slovenske gorice iz vidika infrastrukture, moram pa tudi opozoriti tiste z navadnimi kolesi, da lahko občasno naletite na kakšen nenormalen klanc, ko se cesta kar naenkrat postavi po konci. Jaz sem danes imel že enega tazga, 19%, ampak z elektriko ni problem. S kolesom brez druge pomoči zna biti pa kar zahtevno. Moram tudi povedati, da ob poti pogrešam kakšne vodne vire. Z Primorske sem navajen, da so ob cesti pitniki oziroma pipe, kjer lahko dotočiš bidon. Tukaj tega nisem opazil. Na vseh 4 kolesarjenjih po Štajerskem in Pomurju sem točil v gostinskih lokalih. Na svoji poti sem obiskal starodavno mesto Ptuj, naredil kratek postanek za kavico in se zapeljal skozi stari del mesta z lepim pogledom na Dravo in grad. Po 4 dneh kolesarjenja v Slovenskih goricah ne morem reči drugega, kakor to, da gre za prvi vtis. Zato pozivam poznavalce in domačine, da mogoče v komentarjih dopolnijo, kakšno je kolesarjenje po Slovenskih goricah v drugih letnih časih, recimo spomladi, jeseni, pozimi, kako je s podnebjem, snegom, deževjem. Verjamem, da bojo te informacije marsikomu lahko prišle prav.
se vse skupaj giblje med 200 in 400 metri nadmorske višine. Si pa ne predstavljam točno, kako mrzle in vlažne so tukaj zime. Drugač pa sem vse te 4 dni, ne glede na smer kolesarjenja, v bližini naselij in glavnih cest videval kolesarske steze. Videti je bilo, da ne gre za neko enovito zgodbo, ampak bolj za kampanjsko gradnjo, kolikor je bilo kje denarja in politične volje. Ampak vseeno, kjerkoli je možno, sem kolesarske steze izkoristil, saj to pomeni odmik od prometa glavnih cest. Kolesarjev bo vedno več in vsaka kolesarska infrastruktura je še kako dobrodošla. Kot vedno sem tudi tokrat uspel sprazniti baterijo na kameri, tako da sem potem nekaj zadnjih prizorov posnel kar s telefonom. Jaz sem pa spet naokrog, dobrih 100 km, vse dol do Ptuja in pa nazaj gor v Kungoto. Krasen izlet je za mano. V glavnem zelo lepo sem izkoristil še zadnji dopustniški dan. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.